Dober dan, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema v podcastu na spletnem portalu domovina.je. Dan državnosti praznuje Slovenija 33. obletnico samostojne Slovenije, ki smo si jo izborili leta 1991, že nekaj dni po vsej državi potekajo slovesnosti, ki se jo udeležujejo politiki zdajšnjega pa preteklega časa, številni pomladniki. Ampak mi tokrat v podcast nismo povabili koga od tedanjih, lahko rečemo, najvplivnejših odločevalcev v državi, ampak nekoga, ki je bil na terenu, ki se je boril z orožjem v roki za to, da imamo danes samostojno državo, član teritorialne obrambe Zoran Drnovšek, poznan tudi kot Raketka. Najprej lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ste slovenski častnik, veteran vojne za Slovenijo, raziskovalec, inovator, do tega prideva kasneje, ampak morava pa najprej povedati gledalkam in gledalcem, da ste javnosti najbolj poznani kot nekdo, ki je 27. junija leta 1991 se strelil prvi sovražni helikopter v konfliktu na tleh nekdanje Jugoslavije. Vi ste bil vrhunsko izurjen strelec s protiletalskim raketnim sistemom 2M in upoklican v teritorialno obrambo leta 1991. Pa me najprej zanima, kako ste dobili ta vzdevek Raketka po tem dejanju, ko ste se strelili helikopter, ali ste bili kot Raketka poznani že prej? Malce okvirja samo. Torej, na X sem prišel dvakrat. Prvič neposredno po konfliktu, ko se je začel konflikt v Pekrah. Tisti večer so nas upoklicali in smo šli v zaščito učnega centra IK tudi. Potem domov sem šel takrat po 2. juniju, po prisegi prve generacije. Prvi ukaz za bojno delovanje smo dobili 2. junija 1991. To pomeni 3 tedne pred vojno. Meni so rekli, če bi bil pa prisiljen streljati, bi bil pa odvisen tvoj razplet, kaj bi se s tabo zgodilo, odvisno tega, kdo bi zmagal. Lepa tolažba, ampak dobro, to je pač pase. Potem sem bil poklican drugič, torej cirka 10 dni pred vojno, s tem, da ker sem bil že enkrat prvič, tam so me že malo poznali. 2. junija je bil takrat namreč po prisegi še, tehnični zbor, se je prikazal oborožitev, novinarji se je bilo treba komunicirati. Bil sem eden redkih, ki je znal angleško, pa so me potem prosili tudi iz centra, iz IGA, da v njihovem imenu še jaz par besed rečem. In tako naprej. Glejte, sej, tle je ena taka anekdota, ki vam bo tudi zanimiva. Namreč angleški novinar BBC-a me je vprašal, sej ste razoroženi, kako ste pa prišli do orožja? Sem rekel, veste kaj, na tem področju imamo eno staro prakso. Naš sovražnik vedno prinese orožje s sabo tudi za nas. Mu ga pač vzamemo, pa ga imamo dosti. Se ne vem, kaj si mislil ta novinar, ampak kasnejši razvoj dogodkov je dokazal to mojo, če rečem, tezo. Torej, pomočnik poveljnika učnega centra, Dušan Hudolin, mi je takrat, ko sem v drugo prišel na IK, obesil, če tako rečem, ta nadimek Raketka. Mi smo imeli tudi takrat sistem poročanja z njihovim centrom. Njihov center je imel pač kodno ime Mir, jaz sem imel kodno ime Raketa, tako da v bistvu stvari so nekako verjetno iz tega prišle, kot ljubkovalno. No, pa se pa ta zadeva prijela kot nadimek. Ampak kje ste se vi v bistvu priučili? Bil ste že ob prihodu v teritorialno obrambo na IK vrhunsko izurjen strelec. Jaz sem služil vojaški rok v Jugoslovanski armadi. V prvi armadni oblasti, torej bil sem v vojašnici, ki je bila zadnja linija obrambe centra Beograda. In tam sem bil najboljši svoje generacije in še mnogih generacij prej in pol. Tako da, tam sem se naučil. Jasno, nekaj je bilo lastne motivacije, ker to, da ko si prišel v armado, da se ti naučiš nekega orožja, res vrhunsko, to, če ni bilo interesa, do tega ni prišlo. In pri večini ni bilo interesa, večina je samo čakala, da bo tisti rok pač odslužila. Mene je pa stvar zanimala, ker je bila iz mojega področja elektronike,
In sem jo pač malo bolj naštudiral kot ostali. In prišlo vam je še kako prav, ne? Sodelovali ste v protiletalski obrambi IGA. Zdaj, ukaz je prišel, da morate sestreliti 2 helikopterja, če prav razumem? Ne. Ukaz je prišel, torej ukaz ne bi, kasneje sem pa zvedel, da ukaz ne bi prišel za bojno delovanje, za streljanje po helikopterjih oziroma plovili v zračnem prostoru, že okoli 11 dopoldne. Ampak če razloživa gledalkam in gledalcem, šlo je za grožnjo napada na učni center, kjer so se usposabljali prvi slovenski vojaki na Igu, ne? Trenutek. Mi smo imeli splošni ukaz za streljanje po ciljih v zračnem prostoru. Jaz sem imel poleg tega ukaz že prej, da v primeru samoobrambe seveda lahko delujem, ne glede, a dobim pisni, ustni, kakršenkoli ukaz. Meni so ta ukaz za splošno streljanje na cilje v zračnem prostoru predali nekje okoli 6. ure popoldne tega dne. In sicer so me poklicali poveljniku učnega centra, ki mi je pred svojimi kolegi, torej pred svojim štabom, ta ukaz prenesel. Ukaz je predvidevam prišel iz RŠTO-ja, torej iz tako imenovanega generalnega štaba danes. Ne. In to je to. Tudi kasneje se je pa izvedelo, seveda predsedstvo države je dalo kot primarni ukaz, ampak predsedstvo daje strateški ukaz, ne, operativne ukaze daje pa potem vojaške enote po nivojih. Ne. Niže, kaj je, bolje operativen ukaz, bolje, bom rekel, razčlenjen ukaz. To je stalna praksa, to ni nič posebnega. Ne. Torej, nismo mi dobili ukaza prav specifično streljanje tega pa tega. Mi smo dobili ukaz, če lahko se streli, se strelj. In jaz sem takrat pač poskušal prvo sestrelitev narediti na Gazelo, za katero se je kasneje izkazalo, da ne bi bila neka oborožena Gazela protioklepnega tipa iz Plesota, torej iz letališča pri Zagrebu. Vendar mi je raketni sistem zatajil. Sem ta raketni sistem popravil, v tistem so se pripeljala 2 helikopterja, kasneje je prišel še ta tretji za njima, so bili 3. In dejansko jaz sem pač se odločil, da bom streljal. Sploh zaradi tega, ker sem videl, to je bila vizualna razdalja okoli 200 metrov, jaz sem videl, da so helikopterji dozop oboroženi. To se pravi, imeli so še te nosilce za rakete zrak-zemlja, kar je pomeni, da ni hodil, da ni bilo kakšnih oznak rdečega knjiga in podobnega, kar bi eventualno lahko ustavili odločitev za napad. Ne. Niste vedeli, koliko je vojakov v helikopterju? Ne. In ta številka se je, s to številko se je špekuliralo gor in dol, da ni bilo res. Ne. Vem sicer, kaj je bilo v beli knjigi, ki jo Jugo armada objavila julija 1991 po vojni, o vojni v Sloveniji, kjer so seveda slovenski teritorialni in policiji očitali vse mogoče. Ampak zanimivo, v tej zgodbi IK so očitali samo to, da niso trupel dobili dovolj hitro nazaj. Trupla so pobirali policijski forenzniki, to se pravi, da to jaz dejansko niti vpliva nisem imel. Oni so takrat prijavili Rdečemu križu, mislim, da 9 oseb. Ne. Ampak tudi ta številka je bila sporna po tistih informacijah, ki sem jih jaz dobil z drugih virov. Tako da, gledajte, točno vedeti, Jugo armada oziroma ljudje, ki so bili neposredno v tem poveljniški liniji te ekipe, ki je prišla na DIG, seveda še danes vejo točno, koliko jih je bilo not. Mogoče verjetno še poimensko. Ampak pojdiva po vrsti. Vi pravite, ti helikopterji so bili najprej namenjeni nekam drugam. Učni center IK je bil šele sekundarna tarča. Glejte, sistem v letalstvu je pa ško, imaš primarno in sekundarno tarčo. Ne? In ta helikopterska ekipa je poslana, po mojih informacijah, to je naš obveščevalc iz Jugo armade, torej podoficir vojaški, mi kasneje povedal, ko smo delali skupaj, je bila namenjena deblokadi tankovske enote na Brniku. To je bila njena osnovna bo rekel, naloga. Ampak, ker se je začelo vreme slabšati, se je začelo hitro temniti, so oni najavili, da so v bližini sekundarne tarče, to je bil učni center. Zakaj je bil učni center sekundarna tarča? Ja, zato ker prva tarča je sigurno deblokirati svoje enote, da opravijo nalogo. Naloga je bila zajeti Brnik. Tam je bila tankovska enota več ali manj blokirana strani teritorialne obrambe, tako da ta naloga je bila samo delno uspešna.
Če bi oni namreč zajeli Brnik, bi vzpostavili zračni most in bi lahko čez Brnik vozili svoje enote v Slovenijo. Tako jo pa niso mogli. Torej, ta zadeva ni bila tako nedolžna. Ne? Tako da, če pa ti ne moreš opraviti osnovne naloge, potem pa poskušaš opraviti drugo nalogo, ki je tudi možna. Sekundarna tarča je tista zadeva, ki te neposredno vojaško manj ogroža oziroma ni najpomembnejša kot strateški cilj. Torej, strateški cilj vzpostaviti zračni most za dovoz novih enot je bil sigurno pomembnejši od tega, da uničiš učni center. Vsega, če bi udarali po učnem centru, šlo itak več kot pol vasi. Ne, torej, ker učni center, ne vem, kako se predstavljate, ampak je v bistvu na robu vasi in je težko streljati po učnem centru, ne da bi še postreljal po vasi. Skratka, vi ste se soočali z dilemo, kako zrušiti helikopterje, brez da leti padajo na vas in se bojo odnesli. Ja, gledajte, jaz sem pač torej, sprožil postopek izstrelitve rakete. V tem postopku ti imaš več režimov, tako imenovani ročni režim, ti zakleneš cilj v raketo, ga raketa spremlja, vendar je raketa v cevi in dokler ti ne stisneš te pedalina, do konca raketa ne bo šla iz cevi. Čaka noter. In jaz sem pa čakal, dokler se helikopter niso umaknili iznad naselja. Ker če bi jaz streljal prej, bi padel helikopter na kakšno hišo. Ne? Ali bi pa, verjetno bi bila pol sestreljena oba, samo bi imeli pa več hiš in toliko žrtev svojih lastnih še zraven. Tako da tukaj, če imaš možnost, torej če nisi neposredno pod vojaškim udarom, kjer ne moreš razmišljati pa tehtati, potem se praviloma odločaš tako, da povzročiš čim manj škode na tleh, ker moraš vedeti, da zadeva, ko zadaneš, pade nekam. Ne? Torej, zračna plovila so edina stvar, za katero sigurno, da nikoli ne ostane v zraku. Preslej so na tleh. Ali pristanejo, ali pa padejo. Ne razumete? So vas opazili za vašo namero, kako hitro helikopter, pravite, se je začel obračati, ne? Preden ga je raketa zadela? Ne, niso nič opazili. Me ne morejo videti, ker gledajte, to je isto, kot da bi zdaj jaz rekel, da sem jaz lahko prepoznal obraze pilota in ostalih. Nemogoče. Na teh razdalji ni šanse. Zakaj se je pa vaša začel helikopter obračati? To je zadeva, ki sem jaz vedel kasneje po vojni od kolega, ki je zajel prisluškovalni center na Ogolovcu. Namreč oni so snemali vso komunikacijo. In je bila posneta tudi ta komunikacija teh helikopterjev in Plesota. In oni so pa čavali za sekundarno tarčo na Plesotu. Z Plesota so dobili ukaz, naj udarijo po sekundarni tarči, oni so potrdili ukaz. Mi ne govorimo o nabornikih, tle so bili niški specialci noter. Tako da profesionalci. Ne? In ko profesionalc potrdi ukaz, ni treba razmišljati, da bo udaril ali ne. Bo udaril. To je isto, kot da bi zdaj rekel, a bo pek spekel kruh ali ne. Seveda ga bo. Ne? Tako da tle je pač, bom rekel, malce, on se je umikal iznad naselja, lahko da je ukaz dobil celo že malo prej, ker je bil še nad naseljem, da je točne ne vem, ker konec koncev tudi manever je, da se umakneš iznad naselja, da te ne streljajo po tebi, medtem ko ti streljaš po naselju. Ne? Če greš pa na neko varno razdaljo zase, mislim, varno razdaljo zoper pehotno orožje. No? Da imamo pa protiletalsko raketno orožje, ne? So pa dobivali tako zmešane informacije, da enostavno na koncu so mislili, da lažemo, da nimamo nič tega. Ne? Ampak gledajte, so pač ugotovili, da čisto vse pa ni bilo zlagane. Kaj se je zgodilo s helikopterjem, ko ga je zadela raketa? Vi se zavedate, kako to izgleda, ne? Gledajte, to je krogla, pa kot tistega oblačka gor, kot pri atomski bombi, ne? Recimo, kot pomanjšana slika eksplozije atomske bombe, samo jasno, udarni val je bistveno manjši, ker konec koncev je tudi moč udara manjša. Ne? Je pa tako, da je zelo odvisen tudi, kje zadane raketa. Ne? V tem primeru, ker se je začel helikopter nazaj obračati, je raketa preletela v kabino in je znotraj kabine helikopter eksplodirala v zaprtem prostoru in zato je prišlo do tega pojava. In to pomeni kaj? Ja, to pomeni, kar so mi rekli, 5-6 tisoč stopinj in to pomeni praktično recimo tisto, ne, kar si nekdo predstavlja kot idealno evtanazijo, čeprav ni šlo za to. Ne. Mi smo pač, to je bilo
dejanje po ukazu, kot je bilo tako, ne. Na koncu se je izkazalo, kasneje, ko smo zbrali vse informacije, da je bilo tudi tipično samoobrambno dejanje in dotlej dejansko ni nobenih ovir tega, ne. Vem, da se je potem špekuliralo še za druge helikopterje, ne, ampak glejte, tako bom rekel, ne, v vojni pričakovati, da stranki izgublja, da bo igrala čisto, ne, je absurd, ne. Tega ni. V svojih pričevanjih pogosto poudarjate, to je bil trenutek, ko je JLA razumela, da nima prosto dostopnega zračnega prostora nad Slovenijo. Glejte, posledica te sestrelitve je bila sledeča. Kasneje je recimo Aksentijevič na enem intervjuju za BBC rekel, ko sem slišal, da je raketa zadela, sem vedel, da je konec Jugoslavije. Samo vsi so skozi mislili, da je šlo za raketo v Ljubljani. Ne. Ta raketa zadela 3/4 ure prej. Je bila prva. In tisti, ki je govoril o tem, ko je raketa zadela, je vedel, o kateri govori. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, Jugoarmada je videla, da pravzaprav nima tako imenovanega vertikalnega manevra. Torej, da se ne more po zračnem prostoru Slovenije sprehajati glih, kakor se jim zdi, in da so omejeni, da morajo vedno računati z možnostjo, da lahko začne kdo streljati po njih in da jih tudi se streli. In seveda to precej zakomplicira delovanje letalstva. Ne? Tretja stvar je bila ta, ne, da ker smo mi pred vojno, bom rekel, malce delovali subverzivno, ne, to se pravi, malo več smo naložili, kot je bilo res, ne. Jugoarmada tega ni kupovala prej, ne, ampak po tej sestrelitvi pa kupila, ne. Namreč Jugoarmada je dobila od enega svojih lastnih bivših pripadnikov na Vrhniki v sredini junija informacijo, da naj bi imela Slovenska vojska oziroma teritorialna obramba takrat parkirano en raketni sistem Patriot na učnem centru. Torej ameriški raketni sistem Patriot, ne. In ko so pošiljali dol v Oštarijo enega svojega špicla, ne, smo mi na tak način odreagirali, da smo v bistvu na nek način potrdili možnost, ne, za kaj takega, ne. Konverzacija je bila taka, ne, vpraša mojega kolega, pa prav jaz nič ne vem, ampak vpraša tega, ki je raketaš, ne. Sem rekel, ja, Patriot je not velik, ne. Veste, v slovenščini Patriot ima dvojni pomen, ne, samo tista raketa, ne. Stvar je v tem, da raketa je letela in zadela na takšen način, da to ni tipično za strelo 2M. A ste pričakovali takrat v tistih dneh, da bo šlo potem vse skupaj tako hitro, da se bo JLA tako hitro začela umikati, da bomo tako hitro dejansko prišli do svoje države? Ne. Kaj vam je šlo skozi glavo v tistih dneh? Glejte, mi smo vzgajani bili v tistih partizanskih filmih in jaz sem se videl par let po hostah, pred bomo jih nagnali ven iz Slovenije. Realno. Koliko je takšnih, ki tega niso zdržali, tega pritiska? So se psihično zlomili? Vaših kolegov v teritorialni obrambi? Mislim, gledajte, tako bom rekel, no. Moja groba ocena, 20-40% teh, ki se jih je upoklicali na široko, ki je bil širši upoklic, so morali poslati domov v enem delu zaradi pomanjkanja orožja, kar je bilo kasneje rešeno, ko so bile skladišča zajeta. Dostikrat pa tudi zaradi tega, ker so se enostavno zlomili. Glejte, gre za dilemo, kako ti iz miroljubnega civilnega poklica prideš nenadoma v situacijo, kjer moraš ubijati, da ne boš ubit. Mislim, to je takšen stres, da ga marsikdo ne zmore in tudi težko je naprej napovedati, a bo zmogel ali ne. Računajte, da vojaki trenirajo, ker ljudje mislijo militaristi. Ne, oni trenirajo zaradi tega, ker so toliko natrenirani, dejansko s to natreniranostjo, bom rekel, zmanjšaš možnost, da tak stres te podre v taki situaciji, ko priješ situacijo, da moraš streljati. Zanima me, gospod Drnovšek, kako vi gledate na to podcenjevanje vsaj dela slovenske javnosti, dela politike do te vojne, češ pa se to ni bila prava vojna, JLA ni prišla z vso svojo infrastrukturo in vojaki, poslali so mladeniče, ki se sploh niso znali boriti.
če bi nas resno vzeli, bi bilo tako kot na Hrvaškem, Slovenija se ne bi v 10 dneh osamosvojila. Skratka, neko podcenjevanje do tega, kar ste vi takrat počeli, ko ste se borili za domovino. Kako gledate na to podcenjevanje, ki je še danes prisotno? Ja, pa vem, pa to je slučajen konflikt, pa to sploh vojna ni bila, pa tako naprej, dobro, pa oni so, pa Jugo armada je izdala knjigo Vojna v Sloveniji, ne? Belo knjigo, julija 91. Ampak tukaj imamo pa razne vojaške analitike, vsaj tako si pravijo sami sebi, ne? Ki še danes trdijo, da je to samo slučajen spopad bil oborožen, pa ne, nič tazga, ne? Glede, naša vojna je uradno trajala 10 dni, neuradno je trajala kar malo dlje. Neuradno bom tako rekel, eni sicer trdijo že v leta 90, ampak jaz bom tako rekel, minimalno lahko pa rečemo, da je oborožen konflikt trajal od prvega oboroženega stika v Pekrah. To je maj 91. In zadeva se je formalno zaključila po 3-mesečnem moratoriju, torej konec leta 91. Sami oboroženi spopadi najbolj intenzivni so trajali tam nekje okoli 7 dni od teh 10. Veste, Jom Kipurska vojna, ki je imel Izrael, je trajala glih tako 7 dni, pa nobene trdi dni ni bil vojna. Pa so glih tako razgnali, ne vem, kolikrat močnejše Arabce kot sebe. Je torej krivo premalo število žrtev, po vaše? Pa jaz ne vem, bolj jaz ne bi smel streljati, pa bi bilo 4000 žrtev. Pa bi srečni, te, ki štejejo samo trupla. Ni poanta v truplih, veste. Sun Tzu, to je prvi, bom rekel, zelo znan general kitajski, prvi, bom rekel, prav oče taktike vojaške, je rekel, da poanta, da zmaga v vojni se ne šteje v truplih, ampak v pomanjkanju teh istih. Torej, če ti zmagaš brez boja ali pa celo zelo malo boja in malo trupli, si večji zmagovalec, kot če zmagaš na masi kosti in trupel. Torej, ta način razmišljanja pomeni, da nekdo ne razume cele zgodbe. Tudi, veste, to, kar militarizem nekomu mečejo, to tudi kaže na nerazumevanje, zakaj sploh gre. Če dovolite, sam tukaj. Vojaki niso nikoli militaristi, praviloma. Veste, zakaj ne? Ker se zavedajo posledic. Medtem, ko tisti, ki se pa ne zavedajo posledic, pa skuhajo vojne. Ampak to so ponovadi politiki, veste. Ko gledate na današnje obdobje in na to, kako so si številni politiki tedanjega časa ustvarili uspešne politične kariere, kako gledate na to? Mislim, gledajte, uspešna politična kariera, mislite lokalno ali globalno? Lahko rečeva na državnem nivoju. Torej lokalno. Jaz bom tako rekel. Imaš ogromno državo, kjer imaš več mlak, ne? In biti najglasnejša žaba v eni majhni lokalni mlaki, ne? Ni ravno uspeh, s katerim človek lahko maha po svetu. Je res pa, da sem do tega prišel šele kasneje, ko sem se je začel po svetu malo več vrteti, ne? Tako da, gledajte, politične kariere, uspešne. Politika naj bi delala v dobro ljudi. To je njena osnovna premisa, iz tega je nastala. Politika, ki ne dela v dobro ljudi, svojih državljanov, pravzaprav se ne more imenovati politika, ampak se lahko imenuje politikanstvo. V najboljšem primeru. Obstajajo pa še kakšni drugi slabšalnejši izrazi za to. To se pravi, ko po drugi strani, ko mlade prepričuje, da je vse isto, pa da je vse enaka zgodba, se morajo mladi zavedati, da njihove odločitve danes bodo jutri vplivale na njihovo življenje, na višino njihove plače, na njihov standard in tako naprej, na njihovo družino, kako se jo bo lahko ustvarjali, ali bo ta družina imela bivanje, ali bo ta družina imela varnost, socialno tako drugačno. Glede, torej, ko sprejme zgrešene odločitve na osnovi čustvenega odziva na to, kar ti nekdo laže preko ekrana, ne, na koncu plačaš ceno najhujšo sam za to. Ampak ste presenečeni, da recimo pa vendarle tedanji politiki, recimo tista Demosova vlada, osamosvojitelji, kot si pravijo, ne, da nimajo morda še večje teže tudi v izobraževalnem sistemu, ne? Pač zdi se, kot da se tudi
najmlajše učence ne vzgaja v tem domovinskem duhu. Ste vi pričakovali, ko ste se borili za domovino, da bo šla zgodba v drugo smer, ne? Da se bo gradilo na domoljubju? No, jaz sem takrat pričakoval, da bo šla v drugo smer. Odkrat povedano, pa ne sem jaz, tudi večina teh mojih kolegov smo se tepali na terenu. Vendar mi je pa stvar jasna. V Hrvaškem se namerno dopustilo veliko število žrtev. Ravno zaradi tega, da ni prišlo do tega jojo efekta, kjer bi se star režim nedotaknen obdržal. V Sloveniji se je obdržal star režim nedotaknen, samo prebarvan. In zato dejansko nove ideje so zaživele samo za tistih par let, dokler smo se osamosvojili, potem so pa spet poniknile v ozadje. Ne? In tako, kar recimo je pred kratkim rekel Elon Musk, ne? Ko sem bil mlajši, ne, so me imeli za skrajnega levičarja, ampak potem se je levičarsko razmišljanje pomikalo tako skrajno levo, da je tista sredina se premaknila preč od mene in da me imajo zdaj že za skrajnega desničarja. To se pravi, vidite, vse je stvar perspektive. Ne? Tudi v Sloveniji, ko govorimo o levici in desnici, mi govorimo o levici in desnici glede na tukajšnjo umetno ustvarjeno sredino. Če pa pogledamo v svetovno, kje je sredina, ne, ni pa na desni strani nobenega, ki bi bil, ki je blizu. Gospod Drnovšek, vi ste prejeli številna odlikovanja in priznanja, imate častni znak Svobode Republike Slovenije, medaljo za hrabrost, lahko rečeva spominski znak Obranili domovino, ki ste ga prejeli, mislim, da že konec leta 1991. Spominsko obeležje je tudi na Igu, kjer je padel ta helikopter. Ga kdaj obiščete? Mislim, obiščem. Enkrat na leto se tam srečamo, zato ker me pač povabijo, da povem par besed. Ta spomenik je bil postavljen 2016, 14 dni po tistem, ki je bil postavljen že en spomenik glede istega dogodka na področju bivšega učnega centra, ki je zdaj en drug center za zaščito in reševanje. Zdaj, tisti prvi spomenik so postavili iz strani predsednika države takratne. Ta drug je postavil nekje VSO, ne. Ne vem, zakaj se grejo tle konkurenco, ne. Mogoče so pa najdli skupaj, pa se mi da še kip na ravni velikosti postavili na krožišče na Igu, ne, pa bodo lahko rekli, da vsaj na sredi smo skupaj. No. Mislim, gledajte, šala na strani. Postavljanje spomenikov ljudem za časa njihovega življenja zna biti precej dvoumno. Ne? Lahko ti se ti s tem res zahvalijo, lahko bi s tem rečejo, ti čas bi že bil, da se stegneš, ne? Da bo spomenik potem bolj aktiven. No. Zadeva je pa čaka. Ne? Jaz ne morem reči, da sem vedel v danem trenutku, ko sem streljal, kakšne posledice bodo vsega in kaj je dejansko bilo še zadej v celi zgodbi. Meni so bili tisti, bom rekel, manevri malo sumljivi in tako naprej, glede na tisto znanje, ki ga imam. Ampak ne glede na to, nisem mogel biti prepričan, dokler nisem kasneje po vojni dobil potrditve, da je dejansko šlo za poskus napada. Odreagiral sem pač, tako kot sem bil naučen, pa še malce zraven. Posnetek tega sestrelitve je obstajal, pa ga je en od teh oficirjev, jugooficirjev, ki je takrat delal v Slovenski vojski, ukazal vojaku zbrisati. Jaz sem govoril z vojakom, ki ga je posnel, bivšim vojakom. Najbrž zato, ker če bi se tak posnetek vrtel recimo v sklopu kakšnega takšnega filma, ki je tale o vojni za Slovenijo, ne, bi seveda bilo težko razlagati, kako so helikopterji letali neoboroženi. A vas preseneča, da pravega filma o vojni za Slovenijo sploh nimamo? Še leta 2019, ne tako dolgo nazaj, smo dobili nov partizanski film. Nimamo pa pravih filmov o slovenski osamosvojitvi, igranih filmov. Dobili smo neko kombinacijo igranega, izpovednega in pa, bom rekel, arhivskega, recimo Hrepenenje narodov. To je bil pred 3 leti. Ta film, v trailerju je potem režiser se odločil mene dati
zaradi ene moje bolj energične izjave. Rezultati kasneje na filmskih festivalih po Evropi in svetu so pokazali, da je imel prav. In film in trailer sta pobrala glavne nagrade. No, ampak recimo, da bi Slovenija dobila neke udarne, igrane filme. Ne boste verjeli, da ta film so vrteli in Avstrijci, in Hrvati, in Italijani, in jih celo enkrat letno se zna zgodi, da jih zavrtijo še enkrat. Ampak moje vprašanje je, nimamo pravih igranih filmov o domovinski vojni Slovenije, ne? Nimamo jih. Zakaj ne in a jih pogrešate, a bi vi v njih sodelovali, če bi se zdaj, ne vem, recimo Mitja Okorn spomnil, zdaj bom posnemal celo večer. Sem bil precej tanjši, ko se zdaj. Tako da, mislim, da sebe igrati tam noter ne bi šlo, ne. Bi pa lahko svetoval za kakšne zadeve, to pa, ja. Ampak gledajte, tudi te stvari pridejo na vrsto, kot bi temu rekel. Torej, vi menite, da bo dozorel čas, ko bomo takšnega celovečerca dobili? Verjetno. Če bo Slovenija še obstajala, če se ne bodo pustili, bom rekel, naslednicom in prijateljem premagancov, ko so pobegnili takrat Slovenije, da Slovenijo še enkrat uničijo. Vi ste bili leta 1993 povišani v častnika, potem ste bili v vojski, ko je ta postala profesionalna, ne, ko je postala Slovenska vojska tudi pod tem imenom, ste se pa leta 2000 umaknil. Kako se in zakaj se je končala vaša vojaška kariera? Glede, na par stvari sem občutljiv v življenju, bil vedno, in ena od njih so tudi pijančke, ne. In ko so to pogruntali jugooficeri, so mi postavili svojega jugooficerja pijančka za šefa. In se nisva preveč dobro štekala. Razumela, no. Zato, ker, a veste, in jaz sem se umaknil, preden bi dejansko prišlo do točke, da bi kaj naredil, kar bi lahko kasneje obžaloval. Konec koncev, takrat sem imel že družino, otroke, moje dejanja niso bila več samo moja, moje dejanja bi vplivala tudi na mojo družino. Ne? Tako da so zadeve odšle dosti daleč. Jaz sem se pač umaknil z aktivnih enot, ampak ne se bati, ne. Tudi danes, če se pojavim v katerikoli vojašnici v Sloveniji, ne, ko se predstavim, vsi vejo, za koga gre. Ne po imenu pa priimku me ne poznajo. Večinoma ne. Gospod Drnovšek, samo pod nadimkom. Danes ste raziskovalec in inovator, živite pa v Italiji, čeprav ste se borili za samostojno Slovenijo. Kako je to mogoče? Ne boste verjeli, živim na slovenskem ozemlju, bivšem, ne, trenutno italijansko upravo, kar pomeni, da je okoli mene itak večina po poreklu Slovencev. Dober, ne znajo vsi več slovensko, eni znajo samo italijansko ali pa še to. Ampak gledajte, jaz sem bil pač prisiljen po določenih lokalnih zgodbah umakniti svojo družino na varno. Sam se lahko sebe zaščitim, ampak ne morem pa v vsakem trenutku svojih otrok in družine zaščititi, ker ne moreš biti na 100 koncih naenkrat prisoten. Zaščititi pred kom? Glejte, kaj vam povem? Če vam povem, da je banda od 15 do 25 let mulcev napadla mojo 8-letno hčerko sredi naselja in da so se pijančki zgostili na režal in da je mogla poštarca, ki ni bila z tega naselja, stopati ven pa zaščititi otroka pred njimi. In potem je bilo to policiji prijavljeno in mi policaj pravi, ja, da bi on pa šel v fotru od tega glavnega, pa mu glavo odtrgal. Zakaj bi nekdo nekaj imel proti vam? A zakaj bi kdo imel nekdo proti? Ja, gledajte, moje dejanje je bilo enega občudujejo, enega spoštujejo, enega pa sovražijo. Morate vedeti, da vsako dejanje, ki ga človek naredi v življenju, ali ga je naredim jaz ali pa vi, bo pridobilo toliko in toliko prijateljev in tudi kakšnega sovražnika vmes. To ni 100% prijateljstva. Ali govorijo o tistih, za katere vidni politiki tedanjega časa, ki so še danes na sceni, pravijo za te druge, da jim osamosvojitev ni bila intimna opcija? Ne vem, če glih te lep. Za politike, glede na to, da nisem v politiki, njim se več ali manj žvižga, kje sem in kaj sem. Ne? Jasno, njim vsem kaj povedati, ko le javno, zaradi tega, ker včasih zbudim kakšno troho inteligence v ljudeh, da jim dam misliti,
začnejo razmišljati, v bistvu, s čem imajo opravka. Torej, politiki sami po sebi so v bistvu sami sebi najhujši sovražniki, bolj kot meni, če smo že pri tem. Težava pa je v tem, da so določeni krogi, ki delujejo subverzivno, ki delujejo dejansko kot specialna vojna, že od vojne za Slovenijo, in ki sistematično čistijo najbolj vidne izpostavljene, torej te bojevnike, če se tako izrazim, iz vojne za Slovenijo. Ali iz vrst policije ali teritorialne obrambe. Marsikdo je uradno naredil samomor, pa se mu so zgodile prometne nesreče pa tako naprej. Torej, precej mojih kolegov iz teh krogov najvišjih odlikovancev za vojno za Slovenijo, iz teritorialne obrambe, vem, da je v čudnih okoliščinah umrl po vojni, pa je bilo vse prekrito, kot da je ni bilo nič. Tako da hočem vam povedati, da mi, ki smo ostali živi, smo nekako vest in glas naroda na nek način. Razumete? In seveda, vsakeč, ko se oglasimo, začnejo politične lestvice padati in rasti. In tukaj je problem, ker ljudje se spomnejo. Če ni živih prič, ni več spomina. Potem lahko prilagodiš in spremeniš zgodovino. Potem lahko rečeš, recimo, da je izmišljena prvo strel iz puške v partizanskih časih, tisti, ki je naredil sedanjo Slovenijo. Potem lahko vse trdiš, ko ni več živih prič. Dokler so pa žive priče, je pa to malo teže. Zdaj, veste, zakaj sem rekel izmišljen prvi partizanski? Ker prvi strel proti okupatorju v bivši Jugoslaviji, je padel v Sloveniji, je padel s strani tigrovcev, ne partizanov. Gospod Drnovšek, vi ste enkrat v eni oddaji na televiziji Slovenija dejal, da ste bili vzgajani v komunističnem duhu, da pa so vas vendarle vzgojili za domoljuba. Pa da vas je vaš oče v bistvu opozarjal, da tedanji režim ni imel prihodnosti. Oče me ni opozarjal, oče me je opozoril po tistem, ko so njega prežvečali in izpljunili, ker zaradi bolezni ni bil več uporaben. Potem me je opozoril. Predtem je bil pa on zaslepljen. Bolj kot jaz. S čim se je ukvarjal? Ja, on je bil v politiki. On je pač bil v politiki. Nekaj časa je delal pač v šoli, osnovni šoli, kot učitelj in tako naprej, ampak potem je šel v politiko in je bil v politiki. In je bil recimo v politiku na mestnem nivoju. Recimo delal tudi na republiškem. In jasno, za take nivoje si mogel biti kar precej na liniji. Tako da glede tega, mislim, da je on spregledal takrat, ko je zaradi bolezni ostal brez dohodkov, ko je videl, da ga dejansko noben od tistih prejšnjih kolegov, ko so ga vabili na vse konce in kraje, ni več povohal. In takrat, ko je videl, da ta zadeva kot Potemkinova fasada, to pomeni na zunaj vse bleščeče in lepo in tako naprej. Vse to danes, recimo, če kdaj pogledaš te naslednike, kaj vse obljubljajo recimo pred volitvami, to je isto. Potemkinova fasada, vse bleščeče in lepo, ko pa pride do realne točke, ko pa ti vidiš zadaj te fasade, pa vidiš, da je vse tako navadna laž, da dejansko stvar zadaj smrdi, gnila. Ampak vi pa imate danes popolnoma drugačno življenje, drugo kariero, ste raziskovalec, znanstvenik, pravite prehranska dopolnila. Tudi oblikujete, pomagate ljudem, pravite celo avtistom. Glejte, jaz sem tako rekel. Kako ste zajadrali v te vode? Nisem niti zajadral, jaz sem v bistvu raziskovalec, inovator od mladih let. Moje prvo znanstveno delo, ki je bilo komentirano, objavljeno s strani polnoletnih oseb, sem naredil kot mulc v 5. razredu osnovne šole. In sicer, veste, kaj sem naredil? Drznil sem si uganko iz preseka, Arhimedovo uganko kvadratura kroga, rešiti. Prvi v 2000 letih. Drznil sem si to narediti. In par let kasneje potem to tudi šlo nazaj kot članek, če se Arhimed zlomotil. Če ne drugega, te matematiki, ki so pisali ta članek,
So bili vsaj tako fair, da so tudi mene navedli zraven, ki sem bil dejansko avtorešitev. Včasih so bili časi še kaj fair za kakšno stvar. Ne? To je recimo ena taka mojih raziskav ali pa če tako inovacij ali pa prebliskov, ki sem jih že kot mulc, kot mejhen, kot otrok naredil. Ne? Pa pol je bilo tega še kar nekaj. Pa sem študiral precej Tesle in njegovega dela, tudi določene stvari, ki jih je on rešil. Imam že dolg rešitve, ki so tudi boljše od njegovih. Ampak gledajte, čas ni dozorel, da se jih uporabi. Nažalost, ne. Je pa res, da potem sem 2011 naletel na eno opcijo, začela se je precej banalno, ne. Narediti nastil za živali, ki ne bo smrdel. Ker ponavadi nastil pod živalmi začne po enem dnevu, 2 smrdeti, zato ker pač urin pa blato pa tako naprej, ne. No in pa sem to naredil, pa smo malo testirali, drugim smo testirali tudi v Lipici, celo takratni ministrstvo za kmetijstvo nam je dalo podporo. Mi se stvar pokazala, skoraj 1 leto bilo nastil noter pod konji, tam, ki ga si moral drugače dnevno menjati, da ni smrdel, brez vonja. Pa so ga umaknili, zato ker se počasi ta nastil začne navzemati grafitnih spojin in konji, ki so beli, če se v to ležejo, se pač umažejo. To so ga umaknili. Ne, ker ne bi deloval. No, ampak potem, ko smo delali poskuse, smo delali recimo poskuse pri piščancih brojlerjih. Slučajno je bila jata, ki je prišla gor, 20,000 piščancov, okužena z boleznijo žitne plesni. In kaj se je zgodilo? Te piščanci so se v 5 dneh vsi pozdravili. Ampak ker je bila to jata, en del skupne jate, ki je bila poslana k večjim rejcem, smo imeli možnost primerjati pri ostalih rejcih, kaj se tam dogajalo, ko so poskušali od antibiotikov, od vsega živega, pa so bili rezultati veliko slabši. Skratka, vaše poslanstvo zdaj je inovatorstvo. No, gledajte, iz tega se je potem Veste, inovatorstvo ni nič drugega, kot da si pozoren na nedoslednosti v okolici. Torej, ko se nekaj zgodi, si poiščeš razlago. Če ni razlage, jo ugotoviš, jo najdeš. Ne? No, in tle se je seveda zgodba, ko smo ugotovili, da lahko pri piščancih pozdravimo raka, ne? Sem jaz pomislil, mogoče pa tudi pri ljudeh, ne? In smo imeli dejansko takrat en tak primer in se je izkazalo, da tudi pri ljudeh, ne? Ampak veste, piščanci brojlerji so pa nekaj posebenega. To so te piščanci, ki jih redi masovno za meso, ne? Piščanci brojlerji so najboljša slika slovenske stvarnosti. Ne zato, ker je Slovenija v obliki kure, ampak zaradi tega, ker so farben blind, vidijo samo 2 barve, rdečo in rumeno. In ko sem jaz to prvi, ko mi je ta rejka to povedala za to zgodbo, in zakaj so tam, recimo, napajalniki so ene barve, torej za vodo so ene barve, medtem ko krmilniki za hrano pa druge barve, ne. Torej, napajalniki so rdeči, oni so pa rumeni, ne. Sem vprašal, če mi je finta, in potem mi je razložila to zadevo, ne. Jaz mislim, da me bo konec od smeha, ne. Ker asociacija je bila tako močna, da to ni res, ne. Povejte mi, kaj so vaši današnji izzivi? Glejte, jaz sem pač iz tistega, bom rekel, potencialno zdravilo za raka, ne. Iz tiste točke sem jaz prišel precej dlje. Sem pač ugotovil, kaj ta preparat dela, ko sem ga naredil. Je hitro razstrupljanje, z določenimi dodatki ti lahko usmerjaš to razstrupljanje, lahko celo vplivaš na to, da organizem zažene reset genov, da se stare genske napake oziroma genske napake so nastale za razstrupitve po rojstvu, da se odpravijo in tako naprej. Tako imenovane nevrodegenerativne bolezni, ne, od multiple, ne vem še kaj vse, Parkinson, Alzheimer in tako naprej, niso več neozdravljive. Jasno, nismo še na točki, da bi lahko rekli 100% ozdravljive pri vsakmu. To je dejstvo. Tudi avtizem, konec koncev pravijo Asperger, torej je Alzheimer mladih, ne. Ja, so si podobne zadeve. Sam je avtizem precej kompleksna zgodba, ne. Se ga da pa razložiti, razloge za avtizem iščejo po celem svetu, od genetike do ne vem še česa vsega, ampak razlaga je pa bolj enostavna, veste. Pa imate vi kakršnekoli
znanstvene dokaze, raziskave narejene? Vem, vas medicina podpira, uradna medicina? Pri tem, kaj počnete? Znanstvene dokaze imam, zato ker jaz se dejansko držim že skoraj od samega začetka. Mi smo konec 2013 smo začeli kot alternativa na področju zdravstva. Nekje od 2015, 2016 sem se začel jaz držati striktno principov tako imenovanega evidence-based medicine, to se pravi medicine temelječe na dokazih. 2017 so nas zato kot komplementarno medicinski protokol potrdili tudi na pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Torej, pravite, da se tudi v Sloveniji že dogaja to, da nekako funkcionalna medicina postaja komplementarna? Glejte, sej bodimo realni, ne? Torej, moj protokol dejansko ni edino, kar rabi avtist, da se pozdravlja. Največkrat ne. Namreč problem je pri avtizmu je to, da sta napadena oba imunska sistema, glavni, torej prebavila, in sekundarni možgane. Problem je bil, kako očistiti možgane, ne da bi jih poškodoval. Moj protokol to rešuje. Torej, v bistvu je bila to luknja, ki je manjkala prejšnjim biomedicinskim protokolom. Oni so znali zelo lepo dobro pozdraviti, ali pa vsaj dobro zdraviti, recimo prebavila in tako naprej, kot osnovni imunski sistem, vendar jim je to skozi manjkalo. Vas bomo spremljali, verjetno bi lahko o tem še precej govorila, ampak so predavanja na spletu, veste, nima smisla, da zdaj tukaj vse v detajlih. En čas se počasi izteka, je pa kako zanimivo slišati, kaj veteran vojne za Slovenijo, lahko rečeva heroj vojne za Slovenijo, počne danes. Gospod Drnovšek, takole ob državnem prazniku, kaj bi zaželeli gledalkam in gledalcem? Glede, bom tako rekel, ne? Jaz celo življenje trudim delati dobro ljudem. Konec koncev tudi to moje dejanje med vojno je bilo dobro ljudem. Par deset jih je šlo, 4-5 tisoč preživelo, se pravi, če damo na tehtnico, ne, je to izpadlo pozitivno. Ne. Tudi danes, recimo, na medicinskem področju, če jih malo manj pogrebniki zagrebejo, čeprav jih recimo že dajo na paliativo drugi zdravniki, tudi to ni nič slabega za njih, vsaj za te ljudi ne. Ob prazniku bom pa tako rekel, odprite oči, ker odprte oči in pozorno prisluhnite okolici, poglejte, opazujte, kaj se dogaja in analizirajte, kar se dogaja, ker to vam bo dal več odgovorov, kot pa trobljenje medijev, ki so dostikrat pristranski. Ni pomembno, v katero stran je pristranski. Pomembno je pač v tem, da se moramo naučiti vsaki stvari, da si lahko ustvarimo lastno mnenje, da smo ga pripravljeni tudi spremeniti, če nam dokazi pokažejo, da ga je potrebno, oziroma da smo bili v zmoti in da nam ni težko priznati, da smo se zmotili v kakšni stvari. Danes, recimo, kar jaz vidim, največji problem Slovenije je to, ne, ljudje tečejo na volitve, potem pa vidijo, da so se zmotili in jim je težko priznati, da so se zmotili, rajši slepo podpirajo tisto, kar so se odločili takrat, pred časom, ko niso imeli nobenih informacij, namesto da bi rekli, to je pase, gremo naprej. Torej, življenje gre vedno naprej. Ne moreš čakati, ne moreš delati iste napake in pričakovati druge rezultate. Vedno moraš iti naprej. In jaz mislim, da ljudje ob prazniku danes si poleg čestitk zaslužijo tudi to, da končno dobijo eno vlado, ki bo za njih delala, ne proti njim. Gospod Drnovšek, hvala, ker ste bili naš gost na Domovini. Hvala tudi vam. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Eno samo domovino imamo, ponosno praznovanje Dneva državnosti. Nasvidenje.